Uvodoma bi se najprej želeli zahvaliti za tako številno podporo navijačev, ki so bili prisotni na tekmi. Klub se jim seveda ob tej priložnosti zahvaljuje za to množično podporo, za dobro organiziranost, odlično navijanje in dejstvo, da so ne glede na provokacije, ki so jih doživljali z vdorom nasprotnih navijačev, ostali tudi dokaj mirni. Žal pa je ob spremljanju odzivov v medijih po tekmi ostal vtis, da so prisotni dvojni kriteriji. Medije enačijo navijače ob razlagi o incidentih, čeprav je bila razlika pri povzročiteljih več kot očitna. In dejstvo je, da so naši navijači bili dobro organizirani in tudi niso imeli nobenih namer po izzivanju neredov. Zato želimo, da se o dogajanju v Ljubljani poroča objektivno in se vsem privržencem še enkrat zahvaljujemo za tako številčno potovanje na tekmo in pa podporo. Kar se tiče pa zdaj plana za to naslednjo tekmo, jasno je, da kljub težavam zaradi poškodovanih igralcev oziroma tudi zaradi Villarja, kateri ne more nastopiti zaradi rdečega kartona na tej naslednji tekmi, imamo dovolj fantov, imamo fante, kateri so nenehno v pogonu in si želijo in si tudi, kot sem že večkrat rekel, zaslužijo mesto v ekipi, to bojo tudi pokazali, tako da na tekmi z Nafto gremo definitivno po 3 točke, zmotivirani, ne glede na to, da nam na zadnjih 2 tekmah ni uspelo točkovno narediti to, kar smo si želeli. Ni dobro. On je, se ste sami videli, že v prvi minuti prvega polčasa dobil močen udarec, v nadaljevanju prvega polčasa drugi močen udarec v stegensko mišico in je tako rekoč nadaljevanje tekme bolj gledal na to, kako ga bo čim manj bolelo. V slačilnici v polčasu je popil veliko dozo protibolečinskih tablet, da bi pač zdržal, koliko se le da. Stanje včeraj ni bilo najboljše, danes je malce boljše po terapijah, tako da bomo videli, kako bo stanje do srede, vendar če bo rizik prevelik, ne bo nastopil. Njega res dolgo ne bo. Jaz upam, da bo teh 6 tednov hitro mimo oziroma da bo res v 6 tednih tu. Če smo optimisti, se zna v 6 tednih vrniti. Kajti ta zlom spet ni tako kompliciran, kot bi lahko bil. Tako da tu sem optimist, da bo on še zaradi teh njegovih izrednih fizičnih sposobnosti, da bo le vse skupaj teklo malce hitreje kot drugače. Njegova odsotnost se jasno pozna v temu, da bomo brez njega drugačni. Imeli ste ga priložnost videvati v zadnjem času, igral je zelo dobro, zelo pomemben član našega moštva. V fazi branjenja izreden, dela odličen pritisk na nasprotnika, zna se pridodati v napad, ti poveča dinamiko, ker takega igralca ni, bomo jasno z ostalimi to nadoknadili in enostavno bili drugačni. Moramo enostavno kopirati Mertlja, ne moramo. Imamo pa drugačen profil igralcev, kateri bojo pač na svoj način pripeljali do tega, da bomo igrali dobro. Mi res moramo zmagati, naredili bomo vse v pripravi. Fantje se zavedajo, da smo na teh 2 tekmah si želeli več, tega se tudi jaz zavedam. Tako da bomo vse naredili, kar je v naši moči, ob teh pač primoranih menjavah, da bomo tekmo zmagali. Je pa res, da bo nekaj sprememb. Na levem boku Villar ne nastopa, v sredini Mertl ne more nastopati, če ne bo mogel še Mezga, so že 3 plus vratar, Radan na golu, tako da nekaj sprememb sigurno bo. Kar se tiče Mejača,
ena novica je, in to je taka, ki trenerja hrabri. In to je, da me je en dan po treningu vprašal, kaj pa jaz, kdaj bom pa jaz kaj zraven. To pomeni, da se počuti že pripravljenega za sedeti na klopi oziroma za igrati. In to je sigurno dobro, ker še 14 dni od tega ni bilo tako. To pomeni, da to je en signal, da fant si želi in upa igrati po tako dolgi pauzi, tako da bo zelo, zelo hitro bo zraven.